Uprava je bila tudi tik pred tem, da pogajanja zaključi, da z izvajalcem seveda končamo vse skupaj in pomaknemo dokončanje tega predora v nedoločeno prihodnost. To bi imelo prav gotovo za posledico, da bi ta predor bil še najmanj 2 leti zaprt. Seveda bi morali iti v nove razpise, iskati novega izvajalca, zaključevati po sodni poti stare grehe z tem obstoječim izvajalcem, grehi, ki nastajajo na osnovi pogodb o pogodbah, sporazumov o izvajanju pogodb, ne vem kaj še vse tu obstaja, kar bi nedvomno tudi nekaj stalo, oziroma bi imeli s tem stroške. Prepričan sem tudi, da bi bilo popolnoma nesprejemljivo, da bi investicijo, v katero je do sedaj bilo vloženih, se pravi, govorimo o tem odseku Koseze-Šentvid, ne samo za predor, cirka 190 milijonov, pa ne me zdaj držati za točne številke, da bi ta investicija stala na nadaljnji 2 leti. Zato sem prepričan, da je uprava seveda ob vseh teh dejstvih in pogajalski poziciji, ki jo je imela zaradi zgodovine te celotne zgodbe, iztržila največ, dosegla optimalno ceno, dosegla to, da se z deli začne v ponedeljek in da bo predor končan oziroma predan prometu 30.6., tako kot sem rekel, 2008. Poleg tega, pa kar je meni še toliko bolj pomembno, si je izpogajala bistveno boljšo pozicijo za naprej. Vse, kot sem že nekajkrat jasno in glasno, če hočete, tudi povedal, se ne bomo pustili izsiljevati. Od uprave pa sem seveda tudi že ob našem prvem sestanku zahteval, da natančno preanalizira vso zgodovino Šentvida in vseh teh zgodb, ki so se dogajale, pojavljale in vseh teh podražitev, takšnih in drugačnih, predvsem v tem smislu, da se to ne bi nikoli več ponovilo. Ves čas, to je seveda moje osebno mišljenje, sem prepričan, da odnos med Darsom in izvajalci ni in ne sme biti politika, ampak je to čisti poslovni odnos in to dejstvo bodo morali sprejeti tudi izvajalci in na tem bomo vztrajali. Kar se tiče, najprej ste vprašali za upravo. Ne, za nadzorni svet. Kar se tiče nadzornega sveta, zdaj se ponavljam že pravzaprav kot papagajček, ampak moje stališče to zadevno je bilo jasno povedano in pri tem tudi vztrajan in sem prepričan, da bo tudi tako, da se bo tako zgodilo, kot je bila moja napoved. To pomeni, da bo predsednik nadzornega sveta Darsa nihče drug. Da bo nekdo drug. Ja. Gospod Francis Lah bo pa ostal kot član nadzornega sveta. Kako pa komentirate, da gospoda Zvonka Ivanušiča ne hodi več na nadzorne svete, ker se mu zdijo te politične intrige in
umešavanje politike nekako nedopustno, že na treh sestankih ga ni bilo. Z gospodom Ivanušičem sem govoril pred nekaj minutami in me je poprosil, da seveda te insinuacije zavrnem. To preprosto ni res. Je pa res, da je gospod Ivanušič na delovnem mestu, ki ga ima, precej zaseden in se predvsem zaradi tega ni udeleževal oziroma ni mogel udeležiti zadnjih 3 sej. Vsekakor pa bo on kot član nadzornega sveta normalno upravljal to odgovorno funkcijo tudi vnaprej.